Hej, en lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek, 2020, mogoče majčkaj zamude. Koliko je? Ja, malo je zamude. Upam, da ste dobro, upam, da ste se lepo vrnili nazaj v delovni proces, da uživate, jaz sem tudi doma, uživam doma in čudoviti terasi, čeprav smo jo zagradila, tako da bomo lahko tudi po zimi tukaj. Tako da mi je krasno, čudovito, uživam življenje in vsekakor tudi veselim se vsakega dneva, ki pride. To pomeni, da sem tudi uživam v današnjem dnevu. Kako ste, kaj vi? Ste v redu? Današnja tema je usmerjena na prijateljstvo. Zakaj? Ker sem v času retrita, bila sem na 7-dnevnem retritu, to sem vam že povedala, pa potem tudi v tistem prejšnjem videu, in sem resnično veliko delala, veliko meditirala, veliko dejansko delaš sam s seboj. In takrat, ko delaš sam s seboj, se veste, nikoli ni konca, res nikoli ni konca. Tako kot reče moja prijateljica, to mi je rekla v ponedeljek, je rekla, veš kaj, ko začneš enkrat delati s seboj, kar naprej moraš nekaj delati, kar naprej, lep večer. Kar naprej. Ko pa, naprimer, če pa ne delaš na sebi, pa vedno lahko rečeš z lahkoto, vse je on kriv, vse so oni krivi in tako naprej. Tako da, jaz bi rekla zmerno delanje na sebi, ker če je pa preveč, pa spet ni okej. Ker pa res vedno bolj si odprt, vedno bolj si čustven, vedno bolj subtilen, zaznavaš, zato ker, tako kot bi pa rekla moja draga, ta druga prijateljica, bolj ko delaš na sebi, nimaš več kaj toliko čistiti v globino in čisti si res površinsko in te površinski so res tako taki bolj finese, bolj finese je, nikaj. No in ena izmed tem, ki je dala meni dosti zamisliti, je bilo tako, da sem en večer, to pomeni v enem večeru, sva se začela dopisovati s prijateljico, ki se že nekaj časa nismo videli in sva si začeli dopisovati in potem sem jim povedala, da sem na retritu in kaj se mi dogaja na retritu. In vem, resnično vem, da je ona bila vedno tista, ko sem pojamrala, tako da sem pojamrala, da sem mi napisala, oh my god, res me razmetava, to se mi dogaja. Vedno bolj kot človek dela na sebi, vedno bolj reže ta svoj ego in ta ego govori, mislim, malo more stvari, vedno bolj se zavedaš tega, da si enak kot drugi. In s tem, ko se ti zavedaš, da si enak kot drugi, pomeni, da ne ločiš razliko oziroma ne sodiš, ne vem, postaneš tako eno s cvetom. No in seveda na vso to mojo subtilnost, ki sem jo doživela in imela, prijem domov oziroma tisti dan, ko sem potovala, smo imeli nalogo, jaz sem prepričana, da glede na to, da mene gledate, ste vsi vi tisti, ki ste tudi videli in spremljali en post, ki sem ga objavila in tega je bilo ogromno, toliko sem šele videla, koliko je prizadetih ljudi, koliko je ran, koliko je še veliko te na čustveni lestvici, ko so najnižji občutki ali vzorci, koliko jih je še vedno noter v nas in potem seveda prije pač kanal, na katerega lahko usekamo. Sem bila tukaj, okej, sem to sprejela in gremo naprej. Vedno se mi to zgodi. No, ampak kakorkoli bi se mogoče tega najprej dotaknila, kaj bi vam želela povedati, pokomentirati. Oseba, ko ste enkrat v nekem svojem ali stebru, ali imate nekako čutite svoj notranji mir, lahko ste čisto razštelani, ampak če ste v svojemu notranjemu miru, pomeni, da ste v svojemu stebru, da veste, da prijete nazaj v ta svoj steber, da je vse okej. Ko je človek v svojemu stebru, nikoli ne gre tako daleč, da žali, da pač najde vse možne žaljivke, zato ker to veste, da so to res tako močno zakorenjene rane v tej osebi in potem na tak način pač on izraža se to. No, ampak to je tudi del naše zgodbe o tem, o čem bomo govorili, ker bomo govorili o prijateljstvu. In zdaj me resnično zanima, se ta temo sem, mislim, da odprla nekaj mesecev nazaj in vem, koliko je bilo zelo veliko pozitivnih komentarjev in potem so se pač trije takšni našli, ko so mogli ustreliti, tako pač kot je. Upamo, da bojo zdaj prijateljstvo drugače ljudje gledali z druge višjega nivoja in to tudi tako sprejeli, kar bom imela za povedati.
lepo prosim, če mi napišete, koliko prijateljic imate. Koliko je vaših prijateljic. Jaz bom pa vse, kar bom šla, med tem časom, ko mi boste vi pripisali, bom jaz tam prosila mojega moža, če mi izklopi glasbo, ker jo slišim. In mi mogoče malo, ne vem, a me boste pol slišali ali ne. Samo to, vi mi pa napišite, koliko imate prijateljic. Ko govorimo o prijateljicah, govorimo o tem, da ste do njih iskrene, da ste do njih prizadevne, da skupaj rastete z njimi, da resnično se razvijate skupaj, da jim upate povedati vse svoje strahove. Koliko je takšnih ljudi v vašem življenju? Lahko izberete tudi mogoče moške, rabimo samo prijateljice, to meni prijatelje. Koliko imate prijateljev? Me resno zanima, ker tako kot sem napisala, mislim, da je to največje darilo. Aha, Tina je že napisala, da ima 3. Samo malo gremo izklopiti. Bom vesela, kaj mi boste prebrali. Igor, a mi lahko glasbo izklopiš, ker se sliši, veš? A lahko? Igor? Ok, hvala. Evo me nazaj. No, računam, da mi pišete. Super, tako, eno ali pa enega, 3. Super, krasno. 1, 2, 3. A ima kdo še kaj več? 1, ja, v redu. 2. 1. Super. Zdaj pa vprašanje, katero bom delila z vami. Ali upate, 2, 2, 2, 2, ali upate tej svoji prijateljici ali prijatelju povedati svoje strahove? Ali upate deliti s temi prijatelji, ki jih imate, kakorkoli jih pač imate? Ali upate govoriti o svojih strahovih? To pomeni, ne da govorite, da ste, joj, pa to ne gre, pa ono ne gre, ampak da konkretno poveste, ne vem, bom dala primer, da boste vedeli. Strah me je, kako bom naredil ta projekt. Strah me je, ali pa, strah me je, kako bom naredil projekt. Strah me je, da zgubim partnerja. Strah me je osamljenosti. Strah me je, zdaj govorimo o strahu, ali pa da rečeš, toliko sem jezna na to osebo, ker to pa to dela. Ali upamo govoriti? Evo, Maja napisala, da ja. Anita, ja. Hauš. Silva tudi, da, no, to je res noro, to je zelo lepo slišati. Joži tudi, da, čudovito. Jaz srčno upam, da se zavedate, da to je res nekaj najlepšega. Da upamo mi nekomu povedati. Zdaj pa naslednja zadeva, naslednje vprašanje, katere so, ja, Tina, seveda, to so vsi. Ok, ali kdaj obsojate svojo prijateljico ali prijatelja? Ali ga kdaj obsojate? Bom dala primer. Vaša prijateljica ali prijatelj pač prevara svojega partnerja. Ali jo obsojate. Vaša prijateljica naredi nekaj napačnega, nekaj, kar ni z vašimi merili, pravili, ali jo obsojate ali ne. Da, z eno delim vse, z drugo malo manj. No, to je tudi v redu. Eno malo, to meni eni bolj zaupamo kot drugi. Aha, no, lepo, hvala Simona za to. Ne obsojamo jo, to meni ne sodimo jo, sprejemamo kakršnakoli je. Odlično, bom še vesela kakega drugega komentarja. Ne, čudovito, my god, pa kako je to možno, pa imamo krasne ljudi. Ne, super, evo, res, ne sodimo in to pomeni, da sprejemamo. Aha, Lidija, ja, vendar je povsem svoje mnenje, ja, deloma je, vendar je potem povem svoje mnenje. Ja, to ni obsojanje. Aha, deloma, ok, ne, jaz ne obsojam, ok, super, krasno, ne sodim, zelo lepo, ne sodim, ne obsojam, krasno, to je res potem pravo prijateljstvo. No, zdaj vse tiste, katere ste napisali, da imate prijateljice, povem tako, kot je, kaj mi ni ok. V redu, ne, tak, no, tudi to mi je všeč, da smo iskreni, ok. Jaz bom zdaj podelila mojo izkušnjo, da boste slišali in boste potem razumeli, a je to bilo soditi nekomu, a je bilo to sprejeti. Ok, kar se pa tiče teh mojih izkušenj. Najprej glede tega, hvala vam, iskrena hvala za čisto vse te vaše
vaše odgovore, ki ste mi napisali. To pomeni, sama sem se odločila, da bom svojimi izkušnjami, to pomeni svojimi zgodbami, kar se je meni zgodilo, vam povedala, da vi lahko naredite spremembo. In zdaj mene res zanima, koliko mislite, da je takih oseb, ko to delijo tako javno, na vseh profilih. Mislim, da bom drugače rekla, zelo malo. Tudi če pogledate vse te zvezde ali pa kakorkoli, ne govorijo o sebi, vendar govorijo, kaj bi bilo ali pa kaj vidijo, pa kaj tako in smiselno. No, ampak jaz, ko to delim, jaz zdaj zelo jasno potem vem, kje je, kako vi to sprejemate. Bom podelila 2-3 zgodbi, katere vem, da oseba, kar sliši, ne sliši, kaj je dobrega za to, da sem povedala, ona sliši samo tisto slabo. Napisala mi je včeraj ena gospodična ali gospa, da razume moj, oprosti, ker bom to podelila, ampak se mi zdi smiselno, da podelim samo zaradi tega, da vidimo, da nisi razumela bistva moje zgodbe, zakaj delim svoje izkušnje. To pomeni, napisala mi je, da razume moj post, ki sem ga objavila, ampak da ona misli, da bi bilo, da pač to se strinjam, da je to za ljudi nerazumljivo, ampak da bi bilo bolje, da bi dala opravičilo mojim sodelavcem, tistih, za katere sem jaz nekoč rekla, da sem jih izkoriščala v prejšnjem življenju. To pomeni, jaz nikoli besedo nisem uporabljala izkoriščala, sem pa povedala, da mogoče nisem bila, da sem znala jih hraniti, ker sem sama imela svoje rane. Vendar, to je tej gospe ostalo v spominu. Zakaj to govorim? To pomeni, jaz ne želim z mojimi zgodbami vas hraniti, da vi slišite, kaj je Tanja Skaza slabo naredila, ampak da vi vidite, da tudi noter v vas so rane in da nič ni narobe, če imate rane, da je včasih dobro kako rano odpreti. Druga zadeva je bila pa tako, je ena gospa, ko je, danes sem objavila sliko moje mame in moje tašče, ko je napisala pod to sliko je napisala, no, končno, da ste tudi vi razumela, odkot prihaja ljubezen ali pa kako se gradi odnos. No, nekaj v tem stilu. Dragi moji videi niso namenjeni temu, da bi vi mene videli kot neko osebo, kaj vse sem naredila, pa se opravičevala, ampak zato, da znate pri sebi iti v globino sebe in poiskati, kaj lahko naredite spremembo, da boste znali živeti srečno in uspešno življenje. Kako je človek uspešen? Človek je uspešen tako, ko je srečen. Kako je srečen, ko verjame vase, ko je v vseh 4 svojih stebrih in potem, ko temu sledi. Če temu sledi, potem definitivno je srečen in avtomatsko je potem tudi uspešen. To pomeni, da moje zgodbe niso zato, da bi se vi obesili na to, pa ugotovili, kdo je ta Tanja. Jaz mislim, da sem izredno lepa oseba, čista oseba in da ta oseba, ki vam upa povedati, upa pokazati svojo ranljivost, upa pokazati svojo žalost in tako naprej, upa to narediti. Zdaj pa, če je to za nekoga nekaj, dajmo pogledati, mislim, dajmo pritisniti kaj na to, to ne delate meni, to delate sebi. To samo hranite, pol še enkrat tisto svojo rano, za katero sploh ne veste, da jo imate. To meni ta oseba, ko je napisala, da izkoriščam, draga moja, ti izkoriščaš, ker drugače tega sploh ne bi videla. Ta oseba, ko je napisala, da končno si videla grajenje odnosa, pomeni, da mogoče še ona sploh ni prišla do tega. Vedno pridete do tistega, kar je vaša bolečina. Ok, gremo zdaj eno izmed mojih bolečin podeliti. Ena izmed mojih prijateljic, zato je tudi to prišlo, tako ven, lepo je bilo, kaj ena napisala tak, povem svoje mnenje. Jaz zdaj vem, kaj je, kako gledam sedaj na prijateljstvo, ali gledam malce drugače. Drugače gledam, ker je tudi skozi meditacijo sem dobila odgovore, kaj sem naredila dobro, kaj ne. Ko se je skoraj ena prijateljica ločila in je prišla do mene, sem takrat rekla, prosim, daj potrpi ali pa daj poišči, ne potrpi. Rekla sem, poskušaj, ločitev je zadnja možna varianta, poskušaj najti druge možne odgovore, rešitve, kako bi lahko svojo vezo popravila. Ok, tej prijateljici je mogoče to odgovarjalo. Drugi prijateljici sem čist enak način rekla, pa se te ima rad, pa se ti stoji ob strani, pa mogoče poglej, da ne bi bilo tako, zakaj misliš, da bi to bilo potrebno. V tem primeru moja prijateljica je to meni zamerila. In je prav naredila.
čist prav je naredila. Zakaj? Zaradi tega, ker smo prijatelji zato, da znamo poslušati, ko nekdo trpi, ko nekdo bi rad nekaj delil dobrega z nami, da ne mi filozofiramo in mi povemo naše mnenje, če pa če je njeno mnenje, da ona ni srečna z njim, da jo mi podpremo. Da jo mi podpremo, razen če nas vpraša. Če nas vpraša, kaj pa ti misliš, a bo to v redu, če nas ne sprašuje, prijateljica, smo zato tukaj za njo, da ji stojimo ob strani, da jo tolažimo, da se smejimo z njo, to pomeni, ona nam prenese lahkotno, vsako prijateljstvo je lahkotno, tudi taki, to pomeni, tak moment je tisti, ki pa tudi da njej lahkotnosti, njej da lahkotnosti, zato ker mi se ne povešamo z izzivom, mi smo samo tukaj za njo. Kaj sem želela zdaj s tem povedati, pokomentirati? Ena prijateljica je bilo to darilo, blagoslov, ker sem ji rekla, ta druga to ni videla. No, in iz tega sem se tudi naučila, da ko pride do prijateljstva, je resnično pomembno, da ne kombinirate, če je to vaša prijateljica, da ne dajete zraven njenega partnerja. To pomeni, da ga pustite. Ona vam je najbolj pomembna. In tudi, če ona ima najbolj čudovitega moškega na tem planetu in če ona ni srečna in če se ona odloči za razhod, je to čisto ok. Vi ste samo tukaj, da ji stojite ob strani. In s tem, ko ji stojite ob strani, ji tudi kažete, da ima se za koga zanesti. No, to je eden izmed mojih problemov, enih mojih izzivov, ki nisem izpadla, ker nisem bila prava prijateljica. In se strinjam in sem se opravičila in absolutno, to pomeni, če ona ni srečna, je za mene njena sreča najbolj pomembna. Ne glede na to, kako jo ta njen partner obožuje, kaj vse počne, ali je ne obožuje, to pomeni, ona je tista, ki jo jaz opazim in vidim. No, zdaj pa še ena zadeva, ko mi je bilo ful lepo, ko ste vse napisali, da upate deliti strahove. To je pa res tisto potem, ko človek reče, a je to tisto prijateljstvo, ki se ga upa iti. No, to je spet ena izmed mojih, ne govorim o imenih, jaz nimam dosti prijateljic, lahko vam pa iskreno povem, da pa se mi zdi, da imam pa izredno veliko sester. To je tisto, ko rečejo, eni ne rečejo, da to dobiš, da ne bomo zdaj se o dušah pogovarjali, sestrstvo si pa sam zgradiš, pa ga zgradiš na takšen način, da najdeš podobne vrednote, učiš, greš skupaj določene izzive, rasteta en do drugega, tako da bi rekla, da imam sestrstvo in tudi vmes bom nekaj prebrala potem iz sestrstva. Danes imam verižico, ki mi jo je podarila ena izmed sester lansko leto na križarjenju. Kakorkoli, videla je nisem od takrat, malce smo se kontaktirali, vmes preko maila, vmes je ona skočila malo v Brazilijo, malo ne vem, kje vse je bila, mislim, da ne vem, če je že prišla. Ampak sem dobila darilo njeno, sem pa dobila knjigo o sestrstvu. In danes, ko sem se odločevala, zakaj želim ta video posneti, ker se mi resnično zdi, da sestrstvo je edino, oziroma prijateljstvo je edino tisto, ker je res iskreno, če je iskreno, in če ni iskreno, da veste, da to ni pravo prijateljstvo in da potem je boljše, da se včasih kdaj poslovimo naši narobe, ker smo na drugem nivoju in poiščemo nekaj takšnega, da lahko delimo strahove, da lahko delimo svoje rane in da tudi vemo, da ta oseba nas ne bo prizadela in nam to vrnila. To je bila moja izkušnja, ko sem prej govorila, ker nisem izpadla prava prijateljica. In mi je bilo lepo, da mi je povedala in iz tega sem se vedno naučila, da ne glede na to, kakšno je moje mnenje, če me oseba ne vpraša za mnenje, stojim ob strani. Če je ona odločena, da bo zamenjala službo, da ne bo več tam delala, da bo zamenjala partnerja, da ne more več to početi, kar počne, da ni to ok, jo bom podprla. V primeru, da zelo verjame, da je to tisti projekt, katerega dela najboljši projekt, jo bom sigurno podprla in bom dala vso energijo, tudi če so kakršnikoli dvomi. Če pa me vpraša o dvomih, bom pa povedala, vendar ne bom mi nikoli dala notri nekaj, če vidim, da je ona prepričana, jo bom samo podprla. Ne bom delala s tem, da jo oviram do tega, kar ona vidi kot nekaj dobrega. Zato smo tukaj, mi smo tisti steber, ki lahko stojimo. No, druga moja zgodba je pa malce žalostna, malce bolj žalostna.
No, in to mi je tudi rekla ena izmed teh prijateljic. Da jaz, ko odprem srce prijateljici, ga odprem brezpogojno. To pomeni, brezpogojno zaupam, lahko sprejemam, če ona reče, da tole ni ok, rečem, ok, to ni ok, sprejmem to kot prijateljstvo in to je včasih za nekoga preveč. Če je vsega preveč, to pomeni, pa nekdo, ne moreš mi kar tak 100% zaupati, daj si vzam mal rezerve. No, ampak jaz pravim, to je pravo prijateljstvo. Zame je prijateljstvo brezpogojno zaupanje, brezpogojna, iskrena, čista resnica, vse tisto, kar lahko človek premore. Tudi to, da, naprimer, da me oseba opozori, da mi oseba reče, pa da jo vprašam, kaj pa ti misliš, glede, če jo vprašam, kaj pa ti misliš glede te objave, ali jo pustim, ali jo odstranim, da mi pove svoje mnenje, ker ve, da to, da prijateljico cenite in jo spoštujete in želite njeno mnenje. In če ga pove, to upoštevite. Tako kot je, zato ste vprašali. Okay? Zato ne rabiš 10 ljudi spraševati. Vprašaš tistega, ki ti je najbližji. Okay. Jaz bi mogoče prebrala nekaj, kar se mi je zdelo smiselno. Danes imam 3 stvari za prebrati. Eden izmed, mislim, da je to bil 14. 16. avgust, ko sem objavila pač post tam, ker sem res napisala, da smo ženske zato, da se povezujemo, sodelujemo, polnomočimo eno drugo. In ko bomo to spoznale, bo ta svet res lepši. Ampak do tega je potrebno priditi. Se pa vedno vprašam osebe, ki znajo zelo pikati, zelo biti hudobne, jezne, kako njihovi otroci zdržijo v tej družini. Kako te otroci, tudi jaz imam sestrstvo, kako lepo. Kako ti otroci ne zdržijo, kakšne vzorce dobijo, kakšne vrednote dobijo. Kaj to sploh, kam gre to naprej? Ok, danes mogoče prvo preberemo iskrico, ki je noter v mojemu. Imejte sanje. Vse se začne pri sanjah, željah in ambicijah. Samo tako lahko ustvarimo vizijo, s katero navdušimo svojo okolico in poskrbimo, da se uresniči. To pomeni, zdaj končam prvi del, bi povedala, da zame je prijateljstvo res najbolj dragoceno darilo, kar ga ever človek lahko dobi. In res to spoštujem in tako, tudi če nisi z nekom povezan, naprimer tudi če ga ne vidiš nekaj časa, ampak ko si z njim, da se počutiš lahkotno, da si lahko iskren, da mu lahko vse poveš, prvo da mu poveš in da čutiš tisto ljubezen. In to je resnično pravo prijateljstvo. In če nimate takega prijateljstva, potem poskušajte, tam je še pomembno, da skupaj rasteta s prijateljico ali pa prijateljem. Rastete. V primeru, ko ne rastete skupaj, nič ni narobe. Če se kdaj, če čutite, da ste se odmaknila, se odmaknite, ampak pravo prijateljstvo v srcu vedno ostane. To pomeni karkoli, jaz čutim, da sem se z eno izmed prijateljic v zadnjem letu oddaljila, to pomeni, da nisem več tako povezana, vendar imam še vedno zelo rada, še vedno jo rada vidim, ampak ni pa zdaj neke navezanosti, da bi imela neko željo po njej, po druženju, niti ona po meni, to meni ne ena, ne druga. Kar pomeni, da je to čisto ok, vem pa nekaj drugega. Če jo zdaj lepo kličem, mi bo takoj priskočila. In enako, srčno verjamem, da tudi ona tako misli. Ok, in ko sem to razmišljala, sem rekla, kaj bi vam podelila in bo podelila iz knjige Sestrstva. Draga moja Mateja, iskrena hvala, še enkrat. Vsake toliko časa vzamem knjigo v roke in preberem pač tako, kot je narejena knjiga. Odpreš jo na tisti strani, kjer te potegne. No? Ampak glede na to, da sem jo že tokrat prebrala, sem vedela, kateri stran odpreti, sem vedela, kje bi bilo dobro, da vam nekaj preberem. No? Govoriti resnico o svojem življenju. Kaj bi se zgodilo, če bi ena ženska povedala resnico o svojem življenju? Poslušajte to, svet bi se razprl. In tako da jaz srčno upam, da to, kar počnem dobro in da tudi vesolje to vidi. Očal nimam, sem videla, da sem očala pozabila. Če se počutiš čudno, bodi pomirjena, kajti milijoni žensk se počutijo enako.
Ko sem bila mlada, sem mislila, da samo jaz hrepenim po višjem zavedanju in bilo me je na smrt strah. Nazadnje sem spoznala, da je strah del moje zgodbe in da ga verjetno občutijo tudi drugi. Počasi in previdno sem začela pisati. Besede so postale poglavja in poglavja knjige. Ko poveš resnico o svojem življenju, dobro in slabo, ti ni treba ničesar več skrivati. Tako da, dragi moji, ko vam podelim dobro in ko vam podelim slabo, mislim, da sem svoje oddelala s tem, tudi tako, zato vesolje vidi. Ok, gremo naprej. Osvobodi se. Svetu pokažeš, kdo v resnici si in okoli tebe se začnejo zbirati tvoje vrste ljudje. In res je, to je čisto res. Bolj, ko si iskrena in bolj, ko sprejema svoje čudaštvo, veste, ko jaz tako rečem, da sem malo posebna ali pa čudna, lažje te najdejo. Če skriva svoj glas in čakaš, da bi se strah polegel, te tvoje vrste ljudje ne morejo najti. Res ne. A veste, to je tako, odloči se, da greš žurat. In ti ta skupina sploh ni ok, ampak vsi žurajo, pa moraš ti tudi iti. Zakaj? Jaz za Nadino Merlina nimam koga, ker noben od mojih ne posluša to, vsega Igor, nimaš kaj, moraš iti z mano na koncert. To bi jaz najraž vse moje peljale na Nadino Merlin, pa če ga noben ne posluša. Tako da, Sonči, lej, to bo zdaj ti šel. Ne morem vabiti tiste ljudi, ki dejansko ne poslušajo Dina Merlina, ker je res umetnik. Ok, gremo naprej, da ne bom predolga. Če skriva svoj glas, ko iskreno govoriš o svojem življenju, dopuščaš drugim, da so iskreni o svojem. To pomeni, ko vi govorite resnico, govorijo drugi resnico. Če ne govorijo, zdaj še ne, jo bojo pa vedno bolj. Tako da dovolite jim čas, dovolite jim trend, da raste. Ne izčrpava se v pretvarjanju, da obvladaš vse, česar ne zmore prav nobena od nas. Ko pripoveduje svojo zgodbo, osvobaja sebe in druge, ker iskreno govoriš o svojem življenju, bolj uživaš v njem. Prijetnih, seveda v prijetnih in manj prijetnih stvari. Joj, grem jaz Nadina s tabo. Simona, bom povedala, če želiš, absolutno, z veseljem. No, če poznaš skladbe, vidiš, kako lepo, kako se tudi to. Ok, dobro, gremo naprej. Jaz poslušam Dina Merlina. Evo, Polonca tudi piše, da poslušam. Sem ne moja Polonca ena. To je ena druga posluša. Krasno. Ja, on je umetnik, tako da potem tudi na tak način funkcionira. Bistvo današnjega posta sem želela podati, da prijateljic ne moremo imeti veliko. Če jih imamo veliko, je nekaj, niso potem to take pristne prijateljice. Prijateljic je malo, lahko imamo pa veliko sester. In te sestre so tiste, ko se lahko učimo. Jaz tako pravim, sestro se tudi lahko kdaj pa kdaj skregaš. Ampak ko greš, nikoli ne zapiraš vrat. To pomeni, slej ko prej, malo se ena namula, malo se druga namula, pa prijeta skupaj. Prijateljica bo pa razumela tvoje slabe dneve, dobre dneve, vse opcije, tako da jaz sem dejansko ta bolj tisto sestrstva varianta, ker upam, da smo čim bolj iskreni, ampak v vsakem primeru je pa dobro imeti prijateljico. In srčno upam, da imate prijateljico, kateri zaupate, katero sprejemate točno takšno, kot je, katera je v dobrem in v slabem z vami in s katero tudi rastete. Ok, zato mi je tako pomembno, da se povezujete, da sodelujemo. Zato so tudi moji eventi vsi narejeni na tak način. Tiste, ki želite še iti z mano na obred ljubezni. In sicer najprej tudi naj sporočim, da moj retrit, 5-dnevni retrit, zaradi določenih okoliščin, to, ker niso pač na takem nivoju, kot bi jaz želela, odpade. Zdaj tiste punce sem povabila, da grejo na obred ljubezni, če še katera želi, z veseljem, spet odprti termini, smo odprli nove termine. Vse veste, da obred ljubezni je tisti, ki ti daje največ ljubezni. To je tisto, kar tudi kažeš, kako se povezuješ, kako se opolnomočiš, kako sodeluješ, dejansko delaš na tem. Tako da dobrodošle. Zdaj bi pa še nekaj prebrala, ki mi je pa poslala ena draga moja terapeutka, ki je, jaz temu rečem, življenjska terapeutka. Veliko mi je pomagala, da sem naredila svojih osebnih sprememb, predvsem pa tudi to, da sem se spremenila in spremenila svoje prepričanja, je bila ona tista. No, čakaj, da vidim, če sem še karkoli...
Prijateljica, lepo prosim, tudi ne sme vas prizadeti, cel kup imam stvari. Aha, dajte se spomniti filmov. Jaz sem občudovala Sex and the City in Prijatelje. To je bil film, ki je bil meni tako, oh my god, krepenela sem potem, da imam 4 prijateljice, da smo si toliko različne, ena taka, druga taka, tretja taka, četrta taka, peta, kakorkoli, in da gremo skupaj potovati, da smo si drugačne. Res sem hrpenela potem in naj povem, da se mi zdi, da zdaj to imam. Prav zdi se mi, da imam to, da smo res toliko drugačne, ampak da se znamo slišati. Tako da, to sem dala v vesolje in vesolje mi je to poslalo. Bi pa, no, in je poslala ta moja terapevtka eno od Nikole Tesle. Nikola Tesla je to leta 1900, sem da vidim, kjerga leta je to napisal. Ja, 1924. Evo, upam, da boste poslušali. Če imate pa kako vprašanje glede prijateljstva med tem časom, ko jaz tole preberem, ko berem, bom pa tudi vesela, bom z veseljem odgovorila. Ta citat Nikole Tesle je enako pomemben kot vsi prejšnji, saj je izhodišče za zdravo, naravno in srečno družbo. Zdaj, da vidimo, kako boste odreagirali na to. Bilo bi fajn, da ga tudi zraven postavim, nekako ga pripnem. Na žensko sem vedno gledal kot na nekoga, ki ima prefinjene lastnosti uma in duše, zaradi katerih je veliko superiornejša od moškega. Postavil sem jo simbolično rečeno na visok pedestal in ji pripisal določene pomembne lastnosti, ki so veliko bolj vzvišene od moških. Častil sem jo ob njenih stopalih, tako visoko sem jo dvignil in kot vsak resnični častilec sem se čutil nevrednega predmeta svojega čaščenja. Toda to je bilo v preteklosti. Zdaj je nežna ženska, mehkega glasu, ki sem jo spoštljivo častil, povsem izginila. Na njeno mesto je stopila ženska, ki misli, da je njen največji uspeh v življenju, da postane čim bolj, kot je le mogoče, podobna moškemu. V oblačenju, v glasu, v delovanju, v športu in dosežkih vseh vrst. Ženske postajajo močnejše od moških, fizično in mentalno. Svet je doživel veliko tragedij. Zame je največja tragedija današnje ekonomsko stanje, ko se ženske borijo z moškimi in se v veliko primerih uspejo polastiti njihovih položajih v različnih poklicih in industriji. Ta težnja žensk zasenčiti moške je znamenje izroditve civilizacije. Vsi veliki dosežki, ki jih je moški dosegel, so rezultat njegove ljubezni in danosti ženski. Moški, tam je bila izredno dobra, moški si je prizadeval storiti velike stvari, zato, ker je ženska verjela vanj. Zato, ker je želel biti deležen njenega občudovanja in spoštovanja. Iz tega razloga se je vedno znova boril zanjo in tvegal svoje življenje in vse za njo. Ženska je tista, ki je resnična žrtev zdaj namesto, da bi bila zmagovalka. V življenju ne najde več zadovoljstva, je ambiciozna, veliko bolj kot ji dopušča narava in si prizadeva dobiti, kar si želi. Moč resnične ženske je tako velikanska, da verjamem, da če bi bila lepa ženska, lepa po duhu, v vedenju in razmišljanju, lepa v vseh pogledih, neke vrste boginja, in če bi takšna prišla na zemljo, bi lahko vladala celemu svetu. Verjamem, da bi bilo njeno vodenje splošno priznano. Iz zgodovine poznamo veliko čudovitih primerov izrednih žensk, a njihov vpliv ni bil v tem, da prekosijo moškega ali tekmujejo z njimi. Ok, to je, in sicer to, kar mi je poslala, sem bila presrečna in sicer včasih sem tudi jaz tekmovala z mojim možem, kdo bo boljši, danes pa vem, da smo oba srečnejša, oba v lepšem stebru, oba, ker smo naredila pravo ravnovesje in to luč daje mojim otrokom. In tako lepo mi je, ko me je enkrat moj sin, ta starejši, vprašal, mami, zakaj, mami, a ti podpiraš samo ženske, da so ženske močne tako kot moški? In ko sem mu razložila primer, da ne, da vem, koliko je cela družina trpela, zaradi te moje ambicioznosti, moje tekmovalnosti, moje želje potem, da sem uspešna. In sem prepričana, da ženska danes je lahko uspešna, ampak je uspešna z žensko energijo, z energijo povezovanja, ne tekmovanja,
z energijo opolnomočenja, ne s tem, da nekomu nekaj ne da, da zadrži zase. To so stvari, ki žensko dela močnejšo, žensko na način, da je obilje prihaja iz vseh strani. Zakaj? Ker širi ta svoj ženski duh. Tako da vsaka ženska, ki je v svojem stebru, ampak žensko energijo, seveda imamo žensko-moško, ampak žensko, ko žensko vodi, žensko gradi odnos, sem prepričana, da je čisto vsaka lahko uspešna. In nekaj takih jih imamo, res pa ni dobro, da imamo pa ženske v tej močni moški energiji, ker potem sploh ne vem, kakšni bojo naši moški, no, res ne vem. No, jaz sem vesela in hvaležna, ker imam zraven sebe tudi moja mlada dušica, to pomeni od moja ta mlada, je tako lepa, čista dušica, tako da se vidi, da je rada tudi v svoji ženski vlogi. Ok, za konec, pa nekaj, kaj mi je poslala Janja. Jaz sem to imela za začetek, ampak potem se mi je zdelo pa, da paše. To res v lep konec. Janja mi je včeraj poslala, moja draga Janja, sporočilo, kako je njena prijateljica napisala, se je zahvalila za to, kdo je, in poslala iz slikice. Evo, to bo pa danes eno izmed vaših nalog, ki vam jo dam za prijateljstvo. Jaz to delam konstantno. To je pri meni tako, na dnevnem nivoju, vsaj 2 sporočila, pošljem kakšni sestri, pošljem prijateljicam, hvaležno, zahvalite se, zdaj pa vi pa prijateljicam. Spomnite se, zakaj so tukaj z vami, kaj ste skupaj, na kak način ste skupaj zrasle, kaj ste skupaj doživele, kaj ste skupaj soustvarile. Zahvalite se za to, naj se širi ta duh, naj se širi ta energija, naj se začne graditi odnos, tako kot je Nikola Tesla rekel. Ali tako, kot sem prebrala v knjigi, ko bi ženska lahko si dovolila govoriti o svojih bolečinah in o svojih dosežkih, bi se ta svet totalno razprl in bi nas obdaril z vsem obiljem, kar zmore. Vendar, ker je pa še toliko zavisti, toliko tekmovalnosti in vsega tega, pač nažalost še ne gre. Ampak jaz sem prepričana, da bo vsak dan bolje in bolje. Danica moja napisala hauš, napisala hauš. Evo, tudi to so taki. Prijateljstvo se ne meri v letih, no to je ena izmed mojih sester, to se ne meri v letih, to se duše najdejo, ne glede na to, koliko so stare. Evo, dragi moji, želim vam en krasen večer, tisti, ki želite z mano na obred ljubezni, me pokličite, se mi pridružite čim prej. Simona, če Igor ne gre, zdaj, če ne gre, z veseljem te povabim in ti tudi napišem. Hvala, da tudi veste, moje krasne sestre so pa naredile v nedeljo takšno zabavo. No, med njimi je bila Simona pa Marjetka, sta bile organizatorki, ker jaz sem pravim, srčno upam, da to, kar dajem, da se to oplemeniti ali pa vidi, ponotranji in da to živi naprej. In ko prijem na take dogodke, to jaz vidim, da to živi. To pomeni, tako so se potrudile, hauš, ne samo to in na koncu tisto, kar jaz vedno rečem, da je vedno prostor, vedno prostor. Vedno prostor, vsaj za eno majhno darilo, ki ga lahko daste osebi, da ji pokažete, koliko vam pomeni. V mojem primeru zelo rada podarjam rože, angele, knjige, to so 3 take stvari, kristale, verižice, te stvari. Naj vam ne bo žal dati nekaj vašega iz srca nekomu, zaradi tega, ker boste videli, kako boste tudi nazaj nagrajeni. Zdaj, ko sem bila na retritu, sem povedala tej lastnici, oziroma ne vem, kaj je, menedžerka, sem rekla menedžerki, da me je mogoče motilo, ker mi ni čakala v sobi niti voda, niti kak blokec, niti Armaflex, nič me ni čakalo, kako blisati, nič. In potem me je pač vprašala in mi rekla, ne vprašala, ja, vprašala me, zakaj govorim najprej to. Vsega zato, ker meni to veliko pomeni. Jaz to rada dam. Zato, ker jaz to živim. Jaz to živim doma. In če jaz to živim doma, jaz to želim, da se tudi moje drage dame naučijo, ker tako bodo vedno bolj ženske. In potem je ona meni rekla, vi ste edina, ki ste to opazila. In potem je vprašala, kaj pa, če to
vaše te dame ali pa vaše stranke tega ne opazijo, pa reka, poste pa vi to žalostna, ker vi to daste in oni tega ne vidijo, se jim zdi tako samoumevno. Sem pa rekla, ja, mogoče pa sem kdaj malce žalostna. No, je rekla, vidite, pri meni ste prišla, ste dobila to je to, kar ste hotla, mislim, pa to sem imela noter v urniku, to ste dobila in ste čisto lahko zadovoljna s tem, kar sem vam dala. No, kaj sem hotela povedati, meni je bilo to premalo, ker mi je samo ena majhna pozornost, je pa še tisto, ko pa človeku pokažeš, da si mu res karkoli počneš, delaš iz srca. En čudovit vikend vam želim, lepo se imejte, uživajte, kjerkoli pa ste. Predvsem pa kar bodite v srčku, v hvaležnosti, pa zelo seveda naloga, napisati svoji prijateljici, zakaj ste hvaležni, da sta toliko časa že skupaj.